Emanuel skladbo Kje si ti z kompilacije Povzela ima svojo muziko 2019, Juri pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. V Povzelo se tokrat selimo, bomo zelo lokalno obarvane. Zelo lokalno obarvani. Povzelo je mali kraj, 4000 prebivalcev, je pa veliko glasbenikov. In jaz sem videl nek potencial v vseh fantih, mladih, starejših, da je treba nekaj narediti, treba se povezovati. In v bistvu mi smo, v osnovi smo društvo dobra ideja. Pokrivamo, bom rekel, od glasbene sekcije, tako je skupina Bo, Cheers in še par. Imamo tudi likovno sekcijo, imamo fotografsko sekcijo, delali smo cok in pok, se pravi, da smo stara oblačila, staro pohištvo, smo v bistvu razstavljali, vsak je lahko razstavljal zastonj in največ, kar je bilo cena, je lahko bila 3 evre. Ne? Se pravi, da 1 do 3 evrov smo to pohištvo prodajali in nekaj smo hoteli povezati mlado in staro, da bi vse generacije nekaj se pojavile na tem cokom poku. To smo naredili 2-krat. Pa smo pa šli še v druge vode. Ne? Fotografi delajo svoje stvari, v temnici, se pravi, razvijanje slik na star način, pa se tudi dela digitalna fotografija. Glasbeniki smo se povezali, zdaj se pravi, da smo naredili to kompilacijo 2018 in 2019. Zdaj v 2020 delamo, v bistvu pa smo se šli malo na širše, ker je bilo veliko ljudi tudi iz cele Savinjske in smo rekli, da bomo naredili kompilacijo Savinjska ima svojo muziko. Ne. Ker se je veliko ljudi prijavili, klicali, kaj zdaj jim lahko mi smo zraven, ne moramo biti zraven. Pa smo rekli, da naredimo nekaj tudi še širše. Ne. Bo še o tem nekaj rekla. Društvo Dobra ideja. Imate veliko dobrih idej? V bistvu vsak ima neko dobro idejo, zdaj pa, koliko je do tega, da realiziramo, je pa pač na nas samih. Rekel bom, da Bina Plaznik je glavna pobudnica bila za to društvo, ne? Pika, Pilko, nekaj malega. Tudi jaz, ampak one dve so bili tisti, ki so zagnale to društvo. Ne? Koliko vas je? Društvo nas je... Zdaj bom rekel, da leži čez 100, ne, ker za vsak projekt, ne, pač je avtomatsko, če nekdo sodeluje, pač postane člana, ne, tako da vsak let nas je več, ne. Štartalo nas je pa mogoče 5, ne. 100 članov, 100 idej, različnih idej. Tako. Dejal si, da delate na različnih področjih, se to vsako leto kaže, da ste inovativni, znajdljivi, razstave, podobni projekti? Ja, probamo vsak let nekaj novega narediti. Ne. Se pravi, da vsak, ki je v društvu, pa če ima neko idejo, pa če se z nečim ukvarja, se pravi, da ima en hobi, probamo na tem graditi, pa mu omogoča. Tako bi rekel, letos smo imeli eno fotografsko razstavo. Se pravi, da vsak lahko se izraža. Ne. To je v bistvu, bom rekel, glavno to društva, ne. Da pač nekot vsak izpopolnjuje sebe v tem, kar ga veseli, kar ima, bom rekel, žilco. Ne. Je to društvo različnih generacij? V bistvu je. Lahko rečem, da mogoče, da so najmlajši člani so stari tam, bom rekel, 80 let, pa vse do, kaj pa ne rečem, tudi čez 70. Ne? In bom rekel, da so vse generacije, bi rekel, lahko bi bili nek medgeneracijsko društvo tudi. Pričela sva z Emanuelom. Kdo je to? Emanuel je v bistvu ena zasedba, žal moram povedati, da je pevec Jani Volhar lani doživel srčni infarkt in je umrl, tako da zato bi res tem komadu začel, ker je na Povzeli doprinesel en velik plus za glasbo. Bi rekel, da v zadnjih 20 letih je imel 5 zaseb, tudi jaz sem bil član ene zasedbe in je zelo veliko naredil, bi rekel, v stilu rock'n'rolla. Imel je družbeno-kritične tekste, in bom rekel, da je pustil eno lepo zapuščino. Mogoče ni bil znan zdaj, da bi muzika njegova prodrla nekam ven, da bi se veliko po radiju sukala, ampak bi rekel, lokalno je pa zelo zaznamoval in zato bi posvetil mogoče prvo pesem njemu. Katera bo druga, ki jo spuščava? Druga pa dajma, rečemo, Aleš Romih, Odpeti svet. Ne znajdem se v sistemu, vse mi dol visi, preveč je bolnih vzorov zaslepljenih ljudi. Ne vem, kaj ne naredim, da se gotov znebim pogoltnih snobov z denarjem v očeh. Kulturna industrija štanca prazne stvari, ja nas povej, kje so biseri. Ubil so mi sanje, prazni so dnevi, nima motiva, da karkoli počel. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet.
Še ona je šla brez iskre v očeh, prodala je dušo za bleščeči pleh. Mit se podira, vrednota plahni, čas je neizprosen, mi non-stop teži. Kulturna industrija štanca prazne stvari, ja nas pove, kje so biseri. Ubil so mi sanje, prazni so dnevi, nima motiva, da karkoli počel. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Jaz bom kar šel na drug planet, v svet opet na relaks izlet. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Jaz bom kar šel na drug planet, jaz bom kar šel na drug planet. Jaz bom kar šel na drug planet. Jaz bom kar šel na drug planet. Čutim tvoj poraz, lahko zaupaš mi na glas, kar brez sramu. Ti veš, da sem tu, takrat sem čakal tebe, ko bil sem senca sebe. Zdaj odhajam praznih rokah, hvala ti za vse spomine. Obljube izrečene, še pomniš teh besed zavedno. Zavedno. Še božeš, daj mi se na tiste dni, nešteto brezskrbnih noči. Zakaj ni več tako, kot je bilo? Odgovor že poznaš. Takrat sem čakal tebe, ko bil sem senca sebe. Zdaj odhajam praznih rokah, hvala ti za vse. Še vedno ostajam isti, žal zdaj si na črni listi. Prebral sem te kot knjigo, ampak hvala ti za vse. Poljube brez strasti, dotike brez vesti. Še pomniš teh besed zavedno. 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 Zavedno.
Jan Potrč je pel, skladba nosi naslov Zavednost, kompilacije Polzela ima svojo muziko 2019. Jana sicer že poznamo z radijskih valov. Ja, Jan je v bistvu na naši prvi kompilaciji 2018 začel nekot, potem pa se mu je nekot kar odprl vse skupaj. A ne. Jan je zelo priden, moram povedati, da on v bistvu vso muziko sam naredi, vse sam posname, naredi končen produkt, tudi mastering in vse. Fant je star 22 let, tako da mislim, da je pred njem, da ima zelo dober potencial in da lahko kar daleč pride v tem, kar si je zadal, in je pa, rekel, zelo delavn, marljiv in stoji za tem, kar dela. In zdaj mislim, da celo podpisal z Dallasom nekaj in dela naprej, tako da je vsaka. 2 leti zapored že izdajate kompilacijo. Ja, kompilacija prva je bila 2018, je bila 2019, kaj bi rekel. Se je nabralo veliko materiala v tem času? V bistvu material skozi nekaj prihaja, skozi zdaj, ker smo bolj povezani, zdaj vsi ti glasbeniki, za vsak še nekdo najde v rokavu, zdaj, ja, če jaz še imam pa tole, kaj če bi še tole, ne, ja, naslednji let bomo posneli, pa bomo dali gor, ne, lahko vsak let naredimo kompilacijo, ne. Dejal si že pred, da gledate ne samo čisto lokalno, tudi malce širše. Potem je ta bazen glasbenikov veliko večji. Ja, zdaj se pravi, mi smo glih iz tega naslova, ker smo mi kot Polzela oglaševali v lokalnem časopisu, zdaj to kompilacijo, je to tudi so videli nekateri iz sosednjih občin, ne, se pravi, Savinjska je mala, takoj se vse razvije, vemo, poznamo en drugega, tudi glasbeniki vse poznamo se med seboj in smo rekli, ker se jih je dosti prijavljalo, lahko mi zdaj iz druge občine pridemo gor, ali ne. Mi smo imeli neko zastavljen, da v kompilaciji Polzela ima svojo muziko, mora biti vsaj en član, občan občine Polzela. Zdaj smo pa rekli, ker je to bilo prijav iz drugih občin, smo pa rekli, naredimo 2020 bo pa Savinjska ima svojo muziko, tako da glih z tega naslova. Kompilacija, kot sva rekla, je pričela svojo pot v lanskem letu, tudi ob 20. obletnici občine. Tako, ja. V bistvu, jaz sem tukaj videl pač glih to, da je imela občina 20 let in z tega naslova se neko demo še nekaj za občino narediti kot glasbeniki, en pečat, in tako da mi tudi to botrovalo k tem, da me je pognalo to, da to sestavim. Greva ponovno v leto 2019, katero boš Juri izbral kot četrto? Se pravi, David, tvoja ljubezen in morje je že napisano. Tvoja ljubezen
tabo zopet zaživim. Nekaj, kar govorijo, da je nemogoče, nemogoče, jaz to hočem. Še vedno sem naivna kot nekoč. Kaj, če je vse že napisano in knjiga je v srcih, so poti, poznane smeri, vse je povezano. Kaj, če je vse že napisano in knjiga je v srcih, so poti, poznane smeri, vse je povezano. En pogled v daljavo, da se prizemlim, zopet zapustim. Vse, kar bi lahko bilo, odganjam in sanjam. Misli mi meglijo razum, razum. Za neznano zbiram pogum, pogum. Kaj, če je vse že napisano in knjiga je v srcih, so poti, poznane smeri, vse je povezano. Prepuščam se kot otrok, zaupam srcu, da pelje me. Kaj, če je vse že napisano in knjiga je v srcih, so poti, poznane smeri, vse je povezano. Kaj, če je vse že napisano in knjiga je v srcih, so poti, poznane smeri, vse je povezano. Morje, že napisano z kompilacije Povzela ima svojo muziko 2019, Juri je z mano oddaje Radioaktivno, ampak Povzela nima morja. Povzela nima morja, imamo pa zelo radi morje. Morje je potem zasedba? Morje je v bistvu bil projekt, v bistvu bom rekel zaradi same kompilacije tudi, ker Mojca Zalar je članica, nekaj čas je sodelovala iz zasedbo Cheers Povzele, ki v bistvu dosti preigrajo te coverje, nekaj tudi po Avstriji igrajo in smo se pač spoznali in smo pač naredili par komadov in za kompilacijo smo pač zbrali 2, se pravi že napisano in pa prah. Poudarek je na avtorske glasbe. Poudarek je, v bistvu bom rekel, da je zahteva ali pa pravilo, pač, da mora biti avtorska glasba. Ne? Se pravi, da ne zdaj Discover in gor prijem, ampak da je avtorsko vse. Letos ste izbrali kar 20 skladb, kar je veliko. Ja, se pravi, vsak, ko je že zdaj, bom rekel, nekaj bil pri kompilaciji z Rom, pa pride, zdaj se kar pojavlja, da vsak ima veliko komadov in potem rečemo, ok, tako letos smo rekli, mislim 2019 smo rekli, da vsak le da 2 gore. Ne. Zdaj tiska je dal 2, eni so jih prinesli celo 5, ne moram povedati. Ampak ne gre vse gore, ne smo mogli nekaj omejiti. Ne. Tako da bo 2020 bo zelo veliko komadov. Kakšne pa imate potem kriterije za uvrstitev na kompilacijo? Ja, nekaj bom rekel, mora biti vse na nekem nivoju, se pravi, da ima neko sporočilnost, da je posneto vse, da lahko damo mi stvar na radio. Tako da, če kdo prinese, bom rekel, nepopoln izdelek, pač se glih tukaj potrudimo, ne, da rečemo, v redu, komad ima nekaj, dajmo to narediti še enkrat, dajmo posnet, posnamemo bobne, posnamemo vse inštrumente na novo, pa na novo zmiksamo, pa na nov master, pa da je pač ok. Ne. Bi rekel, nikoga ne zavržemo, da bi rekel, zdaj pa ne moreš iti gor. Bomo skupaj, ker nas je dosti glasbenikov in dosti dobrih glasbenikov, in jaz pa z bobnom to nakupa rečem, tole je potencial, dajmo narediti tole. Ne. Pomeni ni samo glasba, temveč tudi na nek način izobraževanje.
Tako, vse tistih mlajših, da jih usmerite na pravo pot. Tako, malo, da se oni predstavijo v enem, tudi mi se učimo. Ne? Z vsakim, ko en komad miksaš, se nekaj novega naučiš. Ko delaš en master, jaz se za vsak naučim nekaj novega. No? Pač, ker so stalno neki triki, pa je ono, pa treto, pa imaš z nečim problem, pa ga rešuješ. Bom rekel, da sem letos tudi parkrat zavrtel telefon, kar se tiče nekih miksov, masteringov, ne vem, Drago Popovič mi je pomagal, Danilo Ženko mi je pomagal. Bom rekel, neka slovenska imena, ki štejejo, kar se tiče miksa in masterja. Tako da ja, vsi se učimo. No. To je tudi smoter vsega skupaj. Ne. Ker ti danes lahko že vsak skladbo posname doma v dnevni sobi. Ampak vedno ni to, ne? Tudi zdaj nagrajenka Billie Eilish je rekla, da je naredila vse v dnevni sobi, ne pa dobila 5 Grammyja. Tako da v končni fazi se res se da, ampak treba imeti dober komad, dobro idejo, pa dobro narediti. Ne. Pa ne nazadnje tudi neke tehnike. Tako. Ne mikrofon za karaoke, če rečem tako. Tako. Kompilacija več ni išla na CD-ju, ampak na USB ključku. Ja, to je bilo namensko zaradi tega, ker ko smo mi 2018 izdali na CD-ju in je mrzdo rekel, kje ne zdaj to poslušamo. Ne? Ker ljudje nimajo več v novih avtih, v bistvu ni več CD-jev, ali pa so redki. Ne? Vse je nekot na USB-jih, doma ljudje nimajo več CD-playerjev, dobro imajo v nekih laptopih, v računalnikih. Pač je nekot bila ideja, dajmo mi to na USB. Ne? In pač sem jaz neko to upošteval, pa se neko v redu, pa probimo letos na USB. Ne? Glasba, kaj izbiraš? Ja, izbral bi pa zdaj, se pravi, Aleš Romih Igra življenja in pa Hallenstein. Življenje je igra, predstava čudno za razumeti. Ljudje smo akteri, večkrat bleferi. Igramo mnogo vlog, ale ena je resnična. Nebesna pot ljubezni pod čistih belin. Preveč si želimo, so želje trpljenje. Preveč pričakujemo, sebe objokujemo, le počasi se učimo, kje modrost je, ki odgovor da, morda v tišini nepojmljivi, kjer odveč si, kjer te ni, kjer te ni, kjer te ni. Življenja luč nam kaže prave poti, a včasih človek zbere napačne ceste. Naj angel, ki bedi nad nami, čuva nas, naj otrok v nas živi, kaže iskro, ki tli. Življenje je igra, predstava čudna za razumeti. Ljudje smo akteri, večkrat bleferi. Igramo mnogo vlog, ale ena je resnična. Nebesna pot ljubezni pod čistih belin. Življenja luč nam kaže prave poti, a včasih človek zbere napačne ceste. Naj angel, ki bedi nad nami, čuva nas, naj otrok v nas živi, kaže iskro, ki tli. Življenja luč nam kaže prave poti, a včasih človek zbere napačne ceste. Naj angel, ki bedi nad nami, čuva nas, na otoki v nas živi, kaže iskro, ki tli.
le počasi se učimo, kje modrosti, ki odgovor da, morda v tišini nepojmljivi, kjer odveč si, kjer te ni, kjer te ni, kjer te ni, kjer te ni, kjer te ni. Živel je grof z imenom Heilenstein, otrok ni maral, vse je prevaral. Punk je poslušal, dober je živel, bend je hotel imet, noben ga ni vzel. Pol smo pa mi enkrat skupaj šli, rekel je, da moramo igrati k vragu vse poslat. Povsod smo igrali, skoraj vse ljudi spoznali, povsod smo bili vse te dni. Srečo smo imeli, kadarkoli smo hoteli, le nekaj vam povem. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Visoko smo padli, nedolžnosti smo kradli, visoko smo bili vse te dni. Nismo pozabili, za vas smo to naredili, še enkrat vam povem. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Mi smo Heilenstein, dober se imamo, pijemo, ubijemo, zraven še igramo. Heilenstein z istoimensko skladbo z kompilacije Povzela ima svojo muziko 2019. To zasedbo že poznam, pa zelo dolgo nazaj, se vračajo. Ja, v bistvu Heilenstein je naredil Simon Cukjati. Jaz sem bil nekje, po moje, da koliko sem bil star, 15 let, ko me je povabil, če prijem bobnat, to je pa bilo zdaj nazaj 25 let, ne. Tako da Heilenstein je v bistvu en starejših punk bendov. Fanti, ko so šli po naprej, so tudi bili, bom rekel, spremljevalni bend od Perota Lušina. Tudi danes je Simon v bistvu španski borc in s to zasedbo ima tudi še pol dva benda, eno je Legalo Kriminalo, zdaj najbolj aktivni je pa Dead Crew, ne. Tako da fantje se delajo na vseh nivojih, od metala, punka, vsega se poslužijo. No. Če se prav spomnim, so tudi izdali album. Ja, so, mislim, da tisti album šel nekje, če se ne motim, tam okrog 2000. Bova kasneje pogledala v našem arhivu. Okay.
Mislim, da ga imamo, če se prav spomnim. Sedaj, ko si že našteval žanre, tudi kompilacija žanrsko zelo pestra. Ja, v bistvu pokriva vse zvrsti. Ne. Jaz tudi nisem se hotel omejevati s tem, da bi rekel, zdaj pa bojo pa samo rockerji, ali pa bo samo narodno zabavno, ali pa bo samo, ne vem, etno. Probal sem pač vsem dati priložnost. Ne. Vsi, ki se ukvarjajo, ki so ustvarjalni v glasbi, kreativni, ne pridejo zrovno. Ne. Tako da je žanrsko gre od nekega popa, roka, metala, na koncu imamo celo orkester, tako da vse je pokrit. Se vidi, da se glasbeniki udejstvujejo v različnih žanrih. Ja. Da niso zaprti samo v rock ali pa samo v pop. Ne, v bistvu vsak se najde v svojem. Bom rekel, da je pri nas imamo glasbeno šolo na Polzeli tudi, v bistvu 2 glasbene šole, ena je podružnica od Žalca, ena je pa Cecilija in obe zelo dobro delajo. No. Tudi orkester je poln mladih in bom rekel, da zelo dobro delajo. Zdaj vam manjka še kak reper. Ja, po mojem, da se kje skriva, sam si še ne upa priti na kompilacijo, mogoče 2020 bomo imeli. Je pa tudi taka kompilacija, ne nazadnje, iskanje nekih novih talentov. Ja, se pravim, mogoče tule ven je Jan Potrč tist, ki je resen potencial, ki je v 2 letih res nekaj naredil in se sam predstavil, obenem pa tudi dobil potrditev iz drugih radijev. In se tukaj pozna, da pač nekdo, če dela, če vztraja, če ima material, te prav, da se da. Jurij, ti, ki že deluješ v večjih zasedbah, si potem lahko tem mladim tudi mentor? Ja, na trenutke mogoče celo sem mentor, obenem pa tudi ti mladi imajo neko znanje, ki ga pa tudi oni nazaj prinesejo. Mogoče vsi raziskujemo, glasba je v bistvu tak širok pojem, toliko ima enih barov različnih, bom rekel, da tudi, ne vem, Jan, ko prije do mene, včasih prinese nek trik, ko pa mene prestavi, ali obratno, jaz njega, ko on mene nekaj tam sprašuje, pa mama, ko razvijamo komad ali pa nekaj. Bom rekel, da je en drugega, da se dopolnjujemo, in to je v bistvu največ, kar lahko si damo. Kot glasbeniki drugemu. Tako. Mislim, da je premalo tega, da se premalo povezujemo. Tudi vse na vseh ostalih področjih se mi zdi, da je tako, da če bi se ljudi bolj povezovali, vse bi bilo boljšno. Ne nazadnje pa imaš tudi ti veliko glasbenih odrskih kilometrov. Ja, to pa skupino Boje, pa sigurno zdaj počas bomo imeli 10. obletnico, ravno delamo na 4. plošči, še ne snemamo, ampak delajo se komadi. Tedy z Bojevci in pa bom rekel, se nabrali tega veliko in nam je zelo veseljeno. Greva še z glasbo naprej in kaj boš izbral v nadaljevanju? Ja, jaz bi kar rekel, ko smo glih omenila Hallensteine, ko so bili na zadnje, pa še dajmo potem Dead Crew in pa Dry Fish. Never lived
been alone. Gotta live inside out. Give me the power, give me strength. The devil's on the road again. Please don't play with my mind. I think I'm already insane. Full of false belief, I'm just not myself anymore. I feel no pain, although I drown, trapped into this fucking world. But I feel my time is still to come. It's gonna kill yourself inside. Now I'm gonna break it, never gonna break it. I'm gonna break it down. Now I'm gonna break it, never gonna break it. I'm gonna break it down. No more time to sleep, pretending that I'm grateful for all. To feel, to grow, to sing a song alone. And I feel no pain, although I'm drowned, trapped into this fucking world. But I feel my time is still to come. It's gonna kill yourself inside. Now I'm gonna break it, never gonna break it. I'm gonna break it down. Now I'm gonna break it, never gonna break it. I'm gonna break it down. I want to save me, never change your mind. You were scared to follow me. I want to save you. You were scared to look at me. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal, and that the rights of every man are diminished, and the rights of one man are threatened. I'm gonna break it down. Now I'm gonna break it, never gonna break it. Now I'm gonna break it down. Dry Fish z kompilacije Povzela ima svojo muziko 2019, Juri iz mano vodaje Radioaktivno. Mogoče rečeva še nekaj besed o teh dveh skupinah, Dry Fish in Dead Crew. Dead Crew, se bom rekel, to je zdaj na novo, kar je naredil, rečemo, Simon Cukjati. Bom rekel, zelo dobro so posneli tole z Markotom Jurkotom. Bom rekel, da ima zelo dober zvok, da so našli tisto pravo svojo, bom rekel, barvo. Mi je zelo všeč, tako da pripravlja zdaj nov material, tako da po moje, da letos zna biti celo kakšna plošča. Dry Fish so pa band tudi, ki že obstaja nekje, bom rekel, celo 20 let. Dela tekle za sebe, tu pa tam kak singlček, čakamo pa, da bojo naredili zdaj eno ploščo, pa mogoče kak spot pa tak. Verjetno je izdala taka kompilacija tudi finančni zalogaj. Tako bom rekel, mi smo tule res v bistvu vse sami naredimo. No. Zato bom rekel, da finance so, sigurno neke so. Ne. Bom pa rekel, da glih to, kar smo se združili, ne, ima vsak nekaj doma. Ne. Nekdo ima profesionalni mikrofon, en ima profesionalne bobne, en ima, ne vemo, očevalce levo, desno in glih to je to, da mi lahko imamo dober sound, se pravi, da to povezovanje, da se res posojamo med seboj opremo in da je pa lahko sound ta prav, tako da
Obenem pa delamo to zastonj, ne. Nismo zdaj, da bi rekel, da bi tukaj kom kaj služil ali karkoli, ne. Tako da spet en plus, ne, vsega skupaj, ne. Kako lahko poslušalci pridejo do kompilacije? Danes bova zavrtela sicer samo del skladb z nje. Kompilacijo lahko dobijo na sedežu Društva Dobre ideje, tudi pošljemo komu na dom, tako da vse, ko jih zanima na Facebooku, ne vem, Društvo Dobra ideja, pa prek sporočila, pa se vse dogovorimo. Facebook profil obiščite, pa boste našli vse informacije. Tako. Boste morda kdaj skupili skupaj na oder? Ja, to bi pa zdaj omenil eno stvar, da so lani na Polzeli, občina Polzela v bistvu pod taktirko, bom rekel, Manuele Podgoršek Mlakar, je naredila v bistvu en festival Rebel na Polzeli. In že lani so se predstavili 3 in tudi letos bojo otvoritev naredili 3 iz kompilacije Polzela ima svojo muziko. Se pravi, letos bo Aleš Romik bo otvoritev naredil, potem bo Jan Potrč in pa Dry Fish bojo nastopili. Tako da še to smo v bistvu pognali v občini, da se je pač tudi nekaj to predstavilo. Mogoče je bilo tudi zanimivo, kako sodelovanje med glasbeniki iz te kompilacije. Ja, da se združijo. Featuringi. Tudi to se pogovarjamo dosta, ne. Kaj bi, ker nekdo reče, če pa jaz bi tam rad vam nekaj naredil, pa bom rekel, da tudi že zdaj se je bilo dosti povezovanje, ne vem, Bojan Bahči pri parih projektih naredil kitare, ne. Tako da je to povezovanje, ja. Preden se poslovijo, bo dala še eno in sicer mislim, da bi bilo sedaj prav, da slišimo pihalni orkester Cecilija. Lahko. In njihove valove. Tako. Skoči gor, pridruži se, saj dovolj prostora je. V senci slave res noreti je lepo na naši ladji rock'n'rolla. Noči daljše so, kitaro zgrabi, da pokažeš moč, držimo skupaj kot nekoč. 100-odstotni rock'n'roll, življenja slog nam narekuje. 100-odstotni rock'n'roll, nihče se ne sramuje. Dovoljna vest prenevedanja laži, ga nosimo v srcih in daje nam moči. 100-odstotni rock'n'roll smo mi, pridruži se tudi ti. Svet pod nami ustvarja grozne stvari, a življenje kuje svoje si poti. Z roko v roki zavrtimo čas nazaj, z rock'n'rollom se zapeljamo v raj. Kitaro zgrabi, da pokažeš moč,
noč, stil življenja je navzoč. 100% rock'n'roll, življenja slog nam narekuje. 100% rock'n'roll, nihče se ne sramuje. Dovolj nam je sprenevedanja laži, ga nosimo v srcih in daje nam moči. 100% rock'n'roll smo mi. Nihče se ne sramuje, dovolj nam je sprenevedanja laži, ga nosimo v srcih in daje nam moči. 100% rock'n'roll smo mi. 100% rock'n'roll, 100% rock'n'roll, 100% rock'n'roll smo mi. Legalo kriminalo, 100 rock'n'roll, tudi nižje poznamo z radijskih valov. Ja, Legalo kriminalo je v bistvu spet Simon Cukjat je, bom rekel, tudi v bistvu spremljena skupina, v bistvu Legalo kriminalo kot legalna, v bistvu so zdaj španski borci, no. Spremljena skupina Perota Lušina, ne. Leta 2020 prinaša ponovno kompilacijo, tokrat z nekoliko drugačnim naslovom, širšim naslovom. Ja, se pravi, glih iz vidika zanimanja smo mi stvar razširili čez celo Savinjsko dolino in bo letos naslov Savinjska ima svojo muziko. Zdaj, kakva bo oblika, bo USB, bo CD, to je še vse v zraku, je pa že zdaj prijavljenih 13 izvajalcev, tako da pričakujemo. Pa moram reči, še v časopisih sploh niso išli oglasja, ne, oziroma prijave, ne, da bi kdo videl sploh. Je samo nekaj bilo malega po Facebooku dano in 13 jih že imamo. Ne. Jaz mislim, da bo zelo velik nabor in bomo videli, jaz pričakujem najboljš, celo nekaj se pogovarjamo, da bi v Žalcu mogoče nek koncert naredili na to temo, ampak to je še vse odprto. Kaj vse potem obsega Savinjska? Vse do Celja? Ja, vse do Celja. Zdaj pa drug problem nastal, da so že iz Celja gor prijavljajo bendi, tudi da ne vemo, kaj bomo zdaj tukaj not naredili. Ne. Potem vse do Zidanega mosta. Ja, pa treba Štajerska ima svojo muziko narediti. Kaj če Celja napade, potem imate kompilacijo takoj polno. Ja. Ker vemo, da tam ogromno bendov. Ja, Celje je res močno. Ne. Celje ima pokrito res žanrsko vse in to zelo kvalitetno. Ne. Do 15. marca se lahko bendi prijavijo? Ja, do 15. je rok oddaje prijave, tako da se pravi, če kdo posluša z našega konca, Savinjska vabljeni na kompilacijo, pogoje, da ste Savinjčani in da imate avtorsko glasbo. Juri, kako pa boste potem razvijali projekt naprej? Imate kakšne ideje? Se pravi, trenutno je pač v planu to, da bi stvar naredili kot nek festival. Da bi festival v bistvu trajal skozi cel dan, da bi se vsi ti bendi, ker vsi ti bendi nimajo zdaj samo tega komada, ko so se prijavili na kompilacijo, ampak imajo mogoče materijala za uro ali pa več in bi mogoče dali vsem priložnost, da pridejo odigrati 5 komadov. Ampak to je zdaj vse odvisno od lokacije, občine in vsega skupine. Ideje so, tako da upam, da jih razvijamo. Še eno bo vam spustila za konec in sicer tvoj bend. V bistvu to je moj odziv na družbeno kritična tekst, ki včasih ko gledam kak dnevnik, pa ne moram ene stvari včasih pozabiti, pa napišem komatne. In potem rečeš, no juriš ali samo juriš? Zaenkrat samo pijem juriš, ne. Sam seb. Naslov skladbe bo kar en? Kar en. Kater? Dajmo prisluhniti komadov. Bomo. Juri, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Prelek s kompilacijo Povzela ima svojo muziko 2019 ter uspešno in delovno naprej. Hvala vam za povabilo in upam, da se v prihodnje vidimo in predstavimo Savinjska ima svojo glasbo 2020. Piše se leto 2019, ko sužni roboti zgubljajo cajt. Samo cekin, oči pa vodene, srce pa hin. Sistem z dober ukrep
ne pridrži.